Gospodarska zbornica Slovenije je 11. septembra 2014 pripravila konferenco Kako drugače kot pa s Keynesom, kako do virov in modelov vzdržnega financiranja investicij v gospodarstvu in infrastrukturi. Udeležence srečanja je uvodoma pozdravil predsednik GZS magister Samo Hribar Milič, ki je med drugim dejal: Da potrebujemo potem zelo jasno in trdno vizijo razvoja Slovenije, ki bo za vse deležnike, vključno s parlamentom in asociacijami, tudi kot je naša, predstavljali neko čvrstejšo zavezo. 4 poglede na vire in modele financiranja investicij so predstavili. Makroekonomski pogled profesor dr. Jože Podamjan iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, finančni pogled magister Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, investicijski pogled Anton Papež, direktor Interenerga in razvojni poslovni pogled magister Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka. Kratkoročni učinek, kratkoročni edini način, da vi dvignete gospodarstvo, je tisto, kar lahko kontrolira država. Tisto komponento BDP. In to je javno trošenje in vlaganje v infrastrukturo. Skupaj, če potegnete po črto, vse skupaj ugotovite, da če bi mi investirali teh 7,3 milijarde evrov v infrastrukturo, to pomeni okrog 21% BDP, oziroma prinesli bi nam pa 40% BDP rast v 17 letih. To nam poveča gospodarska rast na letne ravni za okrog 1,3%. Zdaj pa viri financiranja. To sem že omenil, načeloma to razmerje, ko smo mi tukaj predpostavili oziroma nekako ocenili, je 20-60-20 med EU državom in zasebnim kapitalom. Mislim, da Slovenija bistveno bolj potrebuje strateške investitorje kot finančne, ker s tem dobimo znanje trg in istočasno neko stabilnost na trgu in tako naprej. Mi smo popolnoma zanemarjali en pomemben vir financiranja infrastrukture, to so koncesije. Družba držav, predvsem na severnem delu, so najuspešnejše na svetu in to je naš izziv. Če hočemo to ostati, se bomo morali mnogo bolj upeti v ta prostor ekonomski, se odpreti, privabiti kapital, ob pogoju, da bomo ta podjetja, ki imamo, ki bodo ostala, bolj menedžirati in jih bomo bolj nadzirati, ne pa da bomo samo iskali pojavne oblike, ne pa vzroke, zakaj je to nastalo. Investicija klima tudi ni ugodna, zlasti ne odnosu do financiranja. Kaj je tu možno narediti? Izboljšanje teh gospodarskih razmer, ki smo jih videli, bo seveda pospešiti. Tudi infrastrukturne in tudi investicije. Vendar dejansko je finančno, zlasti po poslovnem infrastrukturne, predvsem naloga poslovodstev in lastnikov, ki morajo konkurenčne projekte in seveda modele razviti sami. Samo taki modeli bodo privabili investitorje. Poleg tega je druga stvar, v kateri mislim, da je bistvo tega spodbujnosti projektov samo. Poglavitna težava je pomanjkanje števila kakovostnih primernih projektov. In da bistveno za nas je, da dodatni vir financiranja poleg bančnega je verjetno v novi finančni perspektivi oziroma upoštevanju tega, da javno finančne omejitve so take, da oslabijo determinacijo banke, če ne bo možnost podpovesti tega Slovenije z tako imenovano evropsko politiko. Tuji kapital lahko privabimo znanjem in s konkurenčnim poljem. Glavni problem, s katerim se soočamo, je seveda, tako kot smo že neštetokrat poudarjali, izjemno visoka obremenitev dela. Strošek dela za delodajalca, ne neto plača, ki jo prejme delavec ob plačilnem dnevu. Zato ne prosimo, oziroma ne apeliramo, ampak zahtevamo od nove slovenske vlade in slovenske politike, da čim prej, v najkrajšem možnem času, resno ponovno pretehta svoje zaveze iz koalicijske pogodbe in podvzame ustrezne ukrepe v tej smeri. Sicer bo Slovenija začela izgubljati najkakovostnejša delovna mesta tudi v tako propulzivni in uveljavljeni panogi, kot je farmacevtska industrija v tem prostoru.
V nadaljevanju so predstavniki gospodarstva skupaj z ekonomisti in politiki v plenarni razpravi še dodatno z različnih vidikov osvetlili obravnavano problematiko. Jaz bi predvsem rad izrazil zadovoljstvo, da je današnja tema je zelo dobra, zelo aktualna, ne samo kratkoročno, ampak tudi dolgoročno. Mislim, da bo Slovenija morala bistveno več narediti za to, da bo postala ena zanimiva investicijska destinacija, tako za domače investitorje, ki grejo že iz Slovenije ven, kot za tuje, ki ne bi prihajali, pa katere moramo privabiti. Zato je treba vzpostaviti jasno stabilno gospodarsko okolje, na čemur se dela, ampak kar je kratkoročno ključno, se mi zdi to, da je treba razbremeniti stroške dela. To se je z današnje diskusije pokazalo. Drugič je potrebno bolj, bi rekel, se nekako realno imeti relacijo do okoljskih omejitev, ki so, in do postopkov, ki so vezani na okoljsko zakonodajo. In tretjo, mora država tudi vzpostaviti mehanizem, kjer bo privabljala investicije. In investicije za sabo potegnejo delovna mesta. In delovna mesta pa mislim, da tudi potrebujejo nižjo davčno obremenitev. Program zbornice je bil zelo zanimiv, zelo dobro lansiran. Mislim, da je na tem strukturiranju, operacionalizaciji programa treba delati naprej. Najprej seveda bi želel povedati, da Državni svet nekako drži to kontinuiteto dela, to se pravi, da je ta 5-letni mandat v današnjem času v političnem smislu tudi zelo pomembna stvar in mislim, da seveda kot predsednik Državnega sveta in kot državni svetnik bi želel predvsem novi vladi to, da posluša, da poskuša in da posluša vse akterje, ki poznajo določena področja in da se seveda skupaj v nekih pogovorih, vendar ne na dolgi rok, na kratek rok zelo jasno odloči, kateri so jasni cilji, katere so jasne prioritete, kateri cilji so kratkoročni, kateri so srednjeročni, kateri so dolgoročni in da na osnovi tega skupaj v Sloveniji postavimo določene strategije in jih začnemo nemudoma peljati. Mislim, da so to zelo pomembne stvari, kajti časa veliko več ni, imamo pa seveda ogromno izzivov, ogromno priložnosti, vendar se jih moramo resno lotiti. Ja, turistična panoga je že pred začetkom krize izredno veliko investirala tudi v uporabi evropskih sredstev. Žal vse te investicije niso prinesle donosov, kot smo vsi pričakovali, tako da je tudi v zadnjem obdobju zasedenost kapacitet za temi novimi kapacitetami pač padla. Mi osnovni vzrok vidimo v tem, da je turizem močno vpet in močno odvisen od okolja in seveda tudi vloge države in ravno takrat, ko bi morala država po zgrajenih novih kapacitetah povečati svojo promocijo in seveda prisotnost na tujih trgih za promocijo blagovne znamke iFeel Slovenija, je prišlo do zmanjšanja teh sredstev in seveda tudi do reorganizacije turizma na državnem nivoju. Ukinjena je bila Slovenska turistična organizacija in vse to je nekako obglavilo slovenski turizem in seveda zmanjšalo donose, zmanjšalo privlačnost Slovenije v očeh svetovnega turističnega trga in dejansko so za rezultati tu. Drugo pa je, da v sedanjem obdobju finančne krize razglašamo kot prezadolžena za že vsa podjetja, ki imajo več kot 5-kratnik EBITDA, medtem ko je specifika v turizmu, da se investira dolgoročno, da se pričakujejo tudi dolgoročni rezultati in da to lahko financiramo samo z dolgoročnimi viri in ki jih vračamo pa seveda na dolgi rok. Kako pa ocenjujete današnji dogodek na Gospodarski zbornici Slovenije? Ja, mislim, da je to zelo pozitivno in da takih dogodkov bi bilo potrebno še več in da se bi srečevali z neko pozitivno mislijo in morda bo v tej državi na osnovi takih dogodkov prišlo do določenega preobrata. Današnji dogodek je bil zanimiv predvsem zaradi tega, da smo slišali različna mnenja. Zdi pa se nam, da se premalo orientiramo v tista področja, ki imajo dokazano pravzaprav največjo dodano vrednost ali pa tudi največjo spodbudo na področju delovnih mest, pa tudi ambicioznih posameznikov z znanjem pa inovacijami. In če hočemo to zagotoviti, moramo vlagati tudi v tehnologijo, v informacijsko tehnologijo in pa zadnje čase se tudi zelo pozna, da se zmeraj manj vlaga v telekomunikacijsko
infrastruktura. Ker pomeni, če ne bomo imeli infrastrukture, to se pravi, če posamezniki, ki imajo znanje, ki imajo možnost, da bi razvijali določene informacijske projekte, pa nimajo možnosti dostopa do teh tehnologij, ne bo nič mogli narediti, ker pomeni, se že prej selijo v tujino ali pa pravzaprav se vsi koncentrirajo okrog določenih mest ali pa fakultet in tako naprej. To se pravi, zagotoviti moramo enakomeren razvoj po celi Sloveniji, ker bomo takrat lahko zajeli čisto vse potenciale vsakega posameznika in vsake firme in bo lahko delovala kjerkoli, ali v Žereh, ali v Ljubljani, ali na Pohorju. To se pravi, samo na ta način pravzaprav lahko zagotovimo normalen razvoj ljudi, delovnih mest in celotne naše družbe. Veliko različnih mnenj smo danes slišali, možnih rešitev problemov tudi, kaj bi pod črto rekli o današnjem dogodku. No, če se je zdelo na prvi pogled, da ni virov za nove investicije v inovacije, infrastrukturo, v nov razvoj v podjetjih in tako naprej, se je danes izkazalo, da ti viri obstajajo. Vprašanje je, ali smo jih sposobni prepričati, da pridejo v Slovenijo, ali smo jih sposobni na nek način privabiti in po drugi strani seveda, ali znamo zbalansirati, uravnotežiti na nek način pravo zmes investicije v infrastrukturo in pa v inovacijo oziroma razvoj.